Ja, lep pozdrav, spet smo skupaj. Kaj bomo danes počeli? Delali bomo eno ful enostavno, zelo gurmansko jed, ki imate me narejeno v 10 minutah maksimalno, in to je tunin tatarc. Zdaj, kaj je najbolj pomembno pri tuni? V Sloveniji tukaj zelo težko dobimo svežo tuno. Predvsem najboljše dobiš, če je zmrznjena, nažalost. Zdaj, če boste kje na morju, kakšen teden, pa poznate kakšnega dobrega ribiča v ribarnici, najbolj da stopite do njega prvi dan in se zmenite, da vam zrihta res svežo tuno. Se pravi, ko bo on ujel tuno z morja, vam malo pomaha in boste dobili res najlepšo tuno. Tuno bomo enostavno narezali čim bolj na drobno z nožem. Lahko bi jo tudi s kakšnim ribežnom, sam je zelo mehka, zelo krhka, tako da to je zelo težko. Najboljši pokazatelj, da je tuna sveža, je njena barva. Se pravi, bolj ko je rdeča, bolj ko je temno rdeča, bolj je sveža. Ponavadi pa dobimo pri nas kar zmrznjeno, kar tudi ni toliko slabo, ker so dejansko svežo zamrznjeni. Spet smo tam, pri zmrznjeni ribi. Tuno bomo narezali na čim bolj drobne koščke in jo pol še malo nasekljali. Naslednja zadevca, čebulca. Zelo fajn pride šalotka, jaz imam eno mlado rdečo čebulco. Čim mlajša čebulca je bolj nežnega okusa, bolj je fajn. Čebulo nasekljamo na čim bolj drobne koščke. Pa ne bomo pretiravali s količino, da ne bo ubila tiste tune naše. Se pravi, drobno nasekljano čebulco, polovico manjše čebule čisto zadosti za 200 gramov tune. Vse skupaj bomo pokapali z limono. Paste na peške. Soja sosom tudi ne pretiravamo, približno eno ta malo žličko, mislim, da bo dosti. Mogoče malo več. Za blag okus, pa za barvo, bomo dali zraven še malo drobnjaka. Spet ga bomo na tanko nasekljali. Vržemo v naš krožnik. Dejansko smo vse sestavine zdaj dali že v ta krožnik, treba je še popoprati pa posoliti. S poprom lahko tudi malo pretiravamo. Zelo dober poudari okus tune. Saj jaz skoraj ne morem jesti tune brez popra. Malenko soli. Vse skupaj premešamo. Soljo tudi ne pretiravamo, ker sam soja sos je že tudi malo stan. Evo, krožnik imamo narejen, zraven bomo postregali še popečene toastke, kruhke. Takole, koliko to dobro izgleda. Pokapamo malo z olivnim oljem. In to je to, še domače olivno olje, bravo. Sveža zadeva, ni preveč čebulce, tuna se lepo čuti, kisline ravno prav, da malo poživi tisto tuno. Lahko bi bilo še malo več popra. Na. Moja ribica. In ja bi tudi, a ne? Pa ne smeš še surove tune, veš, škoda, a ne? Škoda.